Na nekaj vprašanj o programih usposabljanja individualnih športov tenis nam bo odgovoril dr. Aleš Filipčič. Kakšno vlogo imajo pri razvoju panoge ustrezno usposobljeni športni delavci? Usposabljanje strokovnih kadrov v športu je izjemno pomembno področje. Predvsem to velja za razvoj mladih športnikov in pri Teniški zvezi za to področje skrbimo že od leta 1991, ko smo začeli z rednim usposabljanjem prve in druge stopnje in pa tudi stalnim usposabljanjem teniških trenerjev, ki se usposabljajo vsako leto na licenčnih seminarjih. Kako pomembno se vam zdi, da nekdanji vrhunski športniki ostajajo v svoji panogi, tako da se pridružijo trenerskim ekipam in pomagajo in spodbujajo mladim na svoji športni poti? Bivši teniški igralci in igralke lahko s svojimi izkušnjami obogatijo delo trenerskih ekip. Mladim športnikom so lahko vzor na poti do tekmovalnih rezultatov. S svojimi vrednotami in obnašanjem pokažejo pravo pot do tekmovalnega rezultata. Kakšno znanje dobijo udeleženci tečajev Teniške zveze Slovenije? Kandidati, ki se udeležujejo usposabljanja na področju tenisa, pridobijo izkušnje, znanja in veščine, in sicer z področja taktike, tehnike, psihologije in kondicije. Kakšne so zaposlitvene možnosti na področju tenisa? Teniški trenerji, ki zaključijo strokovno usposabljanje, se lahko zaposlijo v društvih, podjetjih ali pa kot samozaposleni. Delujejo lahko na področju športa mladih, rekreativcev ali pa tekmovalnega športa. Zakaj je pomembno stalno strokovno izpopolnjevanje? Tako kot vsa področja se tudi šport stalno razvija. Zato se morajo teniški trenerji stalno usposabljati. Teniška zveza že od leta 1991 skrbi za to področje, tako da vsako leto organizira eno ali dve aktivnosti, na katera povabi domače ali tuje strokovnjake, ki delijo znanje in izkušnje z našimi teniškimi trenerji.